Dobro jutro vsem skupaj. Midve sva nazaj v znano ponedeljkovo rubriko, v kateri odgovarjava na vaše vprašanja glede naravnega zdravljenja in kako ohranjati zdravo, vitalno telo, misli, duha, energijo. Moje ime je Alja Podgornik, sem nevroznanstvenica in pa učiteljica naravnega zdravljenja in z mano je doktorica Neja Zupan, ki pa je tudi strokovnjakinja za naravno zdravljenje in ima desetletja izkušenj za sabo. In danes bova odgovarjala na eno vprašanje oziroma se bo dotaknila ene teme, ki je tako precej aktualna tudi danes, spet v povezavi s prehrano, in sicer bova govorili o mlečnih izdelkih. Mlečni izdelki so spet ena taka kategorija, ki je postala kar tako demonizirana čez zadnja leta, desetletja, ko ogromno ljudi ne je več mlečnih izdelkov, se jih izogiba. Zelo veliko je nekih informacij od zunaj, da povzročajo ogromno nekih slabih procesov v telesu, od vnetja in gotovo ste vsi že slišali za laktozno intoleranco. In midva bi rada danes malo tako pogledala, kaj se v bistvu glede tega dogaja, a je to res, je mleko in mlečni izdelki, je to res nekaj, kar ljudje nismo narejeni, da bi to uživali, ali je mogoče še kaj drugega od zadaj. Tako da jaz bi povabila kar Nejo, če nam lahko malo da vpogleda v to iz stališča bolj ajurvede, našega telesa, energijskega vidika, kaj v bistvu mlečni izdelki, kako so sprocesirani v telesu, kako so absorbirani in kakšno kvaliteto in energijo imajo. Lep pozdrav tudi z moje strani vsem našim poslušalcem, gledalcem. Zelo zanimiva tema, tako kot je rekla Alja. Prejšnji teden sva jo sicer imeli že napovedano, ampak jo nisva uspeli noter, da je bila druga tema tako zelo obširna. Tako da sva se posebej odločili, da midve dava ker tako kot je Alja rekla, malo demonizirana ta prehrana, tako kot je pšenica demonizirana, pa olja so demonizirana. Tudi se je treba vprašati majčkeno, kje je resnica. Ajurveda recimo ima 5 osnovnih živil, ki so ključne za človeka. In verjetno ste že slišali, da v ajurvedi oziroma v Indiji je krava sveta. Krava je sveta zato, ker daje hrano, ker ne nahrani samo, ker ima toliko mleka, da ne nahrani samo svoje otroke, svoje teličke, ampak ima toliko hrane, da lahko nahrani tudi človeške otroke. In v Indiji so ljudje smatrani kot otroci krave, ker jih krava hrani. In kravje mleko ima, tako kot sem rekla, izjemno in ključno vlogo pri nastajanju gradnikov, pomembnih za kakovostno življenje. Ajurveda ima 5 živil, ki so to ključne. Ena izmed njih je mleko, druga izmed njih je pa prečiščeno maslo, ali pa zdaj se moderno imenuje ghee. Prečiščeno maslo, se jaz spomnim, moja mami je bila iz kmetije in moja stara mama, moja teta, vse so delali prečiščeno maslo. In jaz prvo sploh nisem vedela, kaj je zdaj to ghee, dokler jaz tega dvojega nisem povezala. Ghee je veliko bolj obstojen, narejen je iz masla. Je zelo obstojen in je samo maščoba in spodbuja rast mikroorganizmov v telesu, teh zdravih mikroorganizmov v telesu. Na ghee, če ga uživate, se vežejo tudi težke kovine in jih lahko telo lažje izloči. Ghee je tudi olje, ki se lahko greje na visoko temperaturo. Ko mi pojemo ghee, oziroma katerokoli maščobo ali pa katerokoli hrano, v želodcu se najprej dogaja segrevanje.
oziroma če toplo pojemo, se že prebava dogaja. Ampak to pomeni, da mi segrevamo vso hrano na visoko temperaturo in če mi olja, rastlinska olja jemo, ta olja zaradi prebave, zaradi visokih temperatur lahko oksidirajo in je potreben biti previden. Pri giju, gi je pa olje, ki se lahko segreva in ga uporabljajo, oziroma ga tudi jaz uporabljam recimo za peko in ne postane toksično med kuhanjem. In kot sem rekla, pomaga potem pri detoksifikaciji in hrani mikroorganizme, ki jih imamo mi v telesu. V telesu seveda imamo mi črevesno floro, to ste verjetno že slišali, in to so razni mikroorganizmi, ki pomagajo pri proizvodnji različnih vitaminov, mineralov, to sva govorili v enem izmed prejšnjih teh najnih liveov. In tem mikroorganizmom pomaga, da se tudi obnavljajo, da imajo hrano, da se čistijo, da dobro rastejo. Seveda, pa pri mlečnih izdelkih nastane problem, če imamo mi v telesu ali preveč patogenih mikroorganizmov. Patogeni mikroorganizmi so tisti, ki nam škodujejo. Lahko, da so preveč razraščene dobre bakterije, recimo Clostridium. Clostridium je bakterija, ki je normalno v našem črevesju, ampak če se njena rast poveča, potem pa začne preveč zajedati naše energijske vire, odvzemati hrano, zavzemati svoj prostor, se širiti po telesu. Jaz jo recimo najdem, ko pregledujem ljudi s skenom, jo najdem vse povsod lahko po telesu, če je seveda preobsežno razširjena. Potem pa seveda drugi patogeni mikroorganizmi, kot je recimo razni, tudi so gliste. Te pa, če je to preveč, pa to definitivno ne vpliva dobro. In s pomočjo, ko jemo potem, če imamo preveč patogenih mikroorganizmov v sebi in pojemo mleko in mlečne izdelke, to je hrana za njih. In se te samo še bolj razširijo in izločajo tudi oni, če malo v prenesenem pomenu rečem ali malo karikiram, tudi oni kakajo in lulajo. In ti izločki nas zelo motijo in potem imamo alergijo in potem se počutimo, pojemo mi mleko ali pa mlečne izdelke in se čutimo, da nekaj ni v redu v našem telesu in izločimo mleko in mlečne izdelke in se boljš počutimo. Ampak vzrok je zmeraj treba najti. Kje je vzrok? Seveda, zdaj pa spet druga stvar, teh mleka in mlečnih izdelkov ni to tako, da vi, 1 liter, 2, 3 mleka na dan popili. Za zdravje se popije toliko malo mleka, pa gi se uporablja, ali to prečiščeno maslo, zato da vi skuhate, ne da se poje pol kile na dan. Ker mi moramo gledati, da ustvarjamo vedno tudi ravnovesje v naravi, tam, ki jemljemo, ne da izkoriščamo. Ker včasih je bilo v Indiji tako, ena družina je imela eno kravico in tista krava je imela dovolj mleka zato, da so vse njihove potrebe po beljakovinah zadovoljili in ni treba potem nobene živali tudi, je življenje vzeti zato, da mi imamo potrebe po beljakovinah izpolnjene. Je pa potreben delati s temi živalmi humano.
Ne, to, kar se zdaj počne, jaz se s tem ne strinjam. Zato bo pa majčkeno več, bo pa Alja o tem povedala. Mogoče samo še to, da povem, velikokrat, ko imajo ljudje bolezni dihal, pa pojejo mleko pa mlečne izdelke. Te mleko in mlečni izdelki zelo dvignejo sluz, povečajo sluz. To je seveda zelo dobro, da naša črevesna flora dobro živi, ampak tako, kot sem rekla, če je preveč patogenih mikroorganizmov, pa mi ne moramo funkcionirati in se ta sluz jim samo še omogoča, da se razrastejo. In zdaj smo tukaj malo pri konstituciji, ker Ajurveda ima tudi 3 konstitucije, je vata, pita pa kapha. Recimo vata, pita lažje uživata mleko in mlečne izdelke, medtem ko kapha, tam je pa treba majčkeno previdnosti, zato ker je že samo po sebi je človek konstitucije malo močnejše in se mu lažji sluz dela oziroma je bolj, kako se reče, moist, kako se reče? Vlažno. Ja, bolj je vlažno okolje noter in če mi preveč konzumiramo mleka in mlečnih izdelkov v takem stanju, potem se tudi z tega vidika več nabira vlage v telesu. Vlaga pa spet, saj veste, kako je na zidu doma. Ja, če je vlažen, kaj se bo nabralo? Ja, plesni. In je treba tle zmeraj eno tako zdravo ravnovesje imeti. Tako da pri raznih prehladnih obolenjih, zmeraj, ko človek zelo zateka, zmanjšati mleko in mlečne izdelke, ampak najdeti izvor, zakaj se to dogaja. Astma. Pri astmi recimo je odsvetovan mleko in mlečne izdelke jesti. Pri raznih bronhitisih, pri neprestanih vnetjih žrela, mandlov, vnetih ušes. To je vse odsvetovan. Samo treba je najti, zakaj pride do vnetja. Sem imela eno damo pred časom, težave z zanositvijo. Pazite, kam daleč nazaj smo šli. Te težave z zanositvijo izvirajo iz časa, ko je imela ogromno angin. In te angine so zdravili izključno samo z antibiotiki. Antibiotiki so znižali delovanje imunskega sistema in ko sem jaz naredila sken, noter v telesu ni cel živalski vrt. In sva prvo začele s tem odstranjevanjem teh patogenih mikroorganizmov. Od začetka seveda smo naredili tako strogo dieto, ne tega, ne unga, ne tretjega, zato da se je vse pozdravili. Potem smo šli pa še iskat vzrok, od česa so prihajale te angine. In so prišle pa do čustvenih stanj zadaj. Ogromno enega strahu, ogromno negotovosti, tako, kakor zapuščenosti, odvrženosti. In ko sva še to pozdravile, kaj se je naredilo? Kaj se je naredilo? Zdravniki so rekli, dama itak ni imela več niti menstruacije, pri 30-ih, ne vem, koliko je bila takrat stara, 35, no, menstruacije ni bilo več, zdravniki so rekli, noben hormon več ne dela. Ja, tako so mi da to rešile. Je pa ona zanosila. A vidite, kam daleč nazaj, ne samo odstraniti nekaj, ker s tem problema ne bomo rešili, ampak je treba najti vzrok, zakaj se je to dogodilo. Tako da zdaj pa predajam besedo še Ali, da bo še ona malo povedala. Ja, lejte, to vedno. Jaz
Jaz imam zelo rada ajurvedo v primerjavi z marsikaterimi bolj modernimi pristopi do zdravja, zato ker moderni pristopi do zdravja rečejo, vršite ven to skupino živil, pa drugo skupino, jejte samo zelenjavo, jejte samo meso, jejte ne vem česa vsega ne. Ajurveda pa reče, glejte, če vi svoje telo pozdravite, če vi svoj prebavni sistem spravite v ravnovesje, lahko jeste praktično karkoli, kar je res hrana. Se pravi, ajurveda takrat 5000 let nazaj bi rekli, ta človek lahko je vse, danes bom jaz rekla ne, zato ker smo toliko stvari s hrano naredili, da ni več hrana, ne, vse to procesiranje, to ne šteje, ampak kar je hrana, kar je res živilo, to bi mogel biti pa človek sposoben v pravilnih količinah, tukaj ne je rekla, predelati in pravilno absorbirati in iz tega v bistvu potegniti najboljše ven. Tako da prva stvar vedno treba tle pogledati, ali je problem dejansko noter v telesu, v sistemu, da ni sposobno nekega živila predelati. Kot je rekla Neja, teh 5 glavnih živil, ki jih ima ajurveda, so živila, ki so zelo hranljiva, kar pa pomeni, ker so zelo hranljiva, so težka, imajo kvaliteto, da res nahranijo telo, ampak to pomeni, da jih je treba tudi, da jih mora telo biti sposobno predelati. In če je sistem šibek, se lahko tam ustavi. Isto je pri pšenici, ne, je tudi eno izmed teh 5 živil. Tako da, to je prva stvar in treba jih pogledati, res, kje so odzadaj vzroki, kje so te korenine težav. Zdaj, jaz bi pa tle dodala v bistvu rada še na to temo, ne, kaj je res hrana, ker je treba to res pogledati. Lejte, danes mi, kar smo, meni vsak dan, kar razmišljamo o teh stvareh, mi kar tako, kako se reče ta izraz v angleščini, mind blowing, ne, da ti raznese možgane. Kaj smo mi naredili s hrano. Lejte, mleko, če greste v trgovino, pejte pa malo poglejte, ne, v bistvu čistko sami zase za foro, dajte pogledati, v kakšnem stanju je to mleko, ki ga dobite. Mleko, ne, pride iz živali ven, pride iz krave, je polno encimov, mineralov, vitaminov, maščobe, beljakovin, vse teh stvari. Ok, vse te različni delci, ki sestavljajo mleko, dajmo reči, niso na sobni temperaturi ok, ne. Zdaj, vi, če greste, jaz ne vem, kakšno mleko smo mi kupovali doma z mojo družino, kupite tistega, ki je tako 12 tetrapakov, ne, ki ga vi lahko postavite v shrambo, pa je tam v redu 1 leto ali pa več. Tlej se je takoj zelo treba vprašati, kaj se je v bistvu zgodilo, ker je treba razumeti, da živilo, ki bi drugače ostalo ok, mogoče 1 do 2 tedna, ne, ker surovo mleko lahko do 2 tedna ostane v hladilniku ok, da to živilo lahko vi imate 1 leto v shrambi na sobni temperaturi, pa se ne pokvari, tlele morate takoj nek alarm začeti zvoniti, ne. Tako da, verjetno ste že vsi slišali, če hočete imeti neko zdravo prehrano, zdravo dieto, je treba dati ven čim več procesirane hrane. Mleko, ki je bilo pasteurizirano, sploh pa homogenizirano, je procesirano. Ne. Homogenizirano mleko bo težave povzročilo večini ljudi na določeni točki. Kaj je homogenizacija? Homogenizacija je, da vi v bistvu vzamete mleko, ne, in ga stisnete čez take zelo majhne lukence, zato da se homogenizira, zato ker mleko, če dobite surovo ali pa tudi samo pasteurizirano, se smetana loči od ostalega dela. In sej, jaz to skozi pravim, ne, mi si kopljemo lasten grob s to željo po udobju. Smo v bistvu še eno teh stvari naredili zato, da so stvari bolj udobne, bolj enostavne, manj nam je treba narediti, kar to pomeni, ni nam treba z mleka zmešati ali pa stresti, ne. Mislim, to so tako kar bizarne stvari že, če res pomislimo o tem. Homogenizacija naredi mleko, če rečemo enostavno, zelo težko prebavljivo. Zelo težko prebavljivo, ker spremeni v bistvu kemično, mehansko strukturo, v kakšni obliki. Se pravi, a veste, vsa živila, vsaka snov ima neko organizacijo noter. Ima organizacijo, kako so maščoba in beljakovine med sabo, v kakšnem ravnovesju so sestavljeni, v kakšni obliki so, kako obdajajo eno drugo, kakšne beljakovine so, objemajo, recimo določene te dostikrat se med sabo povežejo kakor v neke take, če rečemo, mišičke, ki imajo pol določene proteine od zunaj, ki, ko gre to čez naše telo, so v bistvu te beljakovine na zunanjem delu mišičkov, ki informirajo naše celice, naše črevo, da vejo, kaj s tem narediti. Ko mi homogeniziramo,
uničimo to strukturo. Se pravi, je zelo težko prebavljivo. Pasteurizacija, sploh če je to te ultra visoka temperatura, kar lahko vidite, popolnoma uniči beljakovine. Beljakovine, saj veste, če vi jajce vzamete, ne? Če vi jajce date v pono, pa ga segrejete na 60-70 stopinj, kaj se zgodi? Zakrkne. Zakrkne bel del jajca. Ne? Bel del, se pravi beljak, so beljakovine. Rumenjak je veliko več maščob, vitaminov in ostalih stvari. Se pravi, spremenite vi, oziroma strukturo ne sestavo teh beljakovin, obliko, zakrknejo, spremeni obliko, kar dejansko pomeni, če bi vi pogledali to ne pod mikroskopom, ker nimate dosti velike povečave, ampak če bi skristalizirali to obliko, bi videli, da je protein deformiran. Ne? In to lahko povzroča probleme pri prebavi. Tudi pri jajcih lahko, predvsem beljakovine, lahko so za določene ljudi zelo težko prebavljive in povzročajo vnetje. Se pravi, marsikateri ljudje, ki se odločijo, da bojo probali svoje črevo popraviti, predvsem na živalski prehrani, dajo ven beljak in samo rumenjake uživajo. Pustimo, to je druga tema. Ampak da razumete, ko vi spremenite beljakovinsko sestavo, nečesa lahko, če je telo navajeno to dobiti v originalni obliki, in mi to spremenimo, lahko nastanejo težave. Tako da, tle je zelo veliko zgodb, ki jih boste slišali, da ljudje recimo povejo, da je uživanje surovega mleka in pomagalo rešiti marsikatero težavo v telesu. In pri surovem mleku, jaz bom rekla še to, surovo mleko se je zelo demoniziralo zaradi nevarnosti bakterijske okužbe, ampak so bile študije narejene, jaz to zdaj vem bolj iz Amerike, nisem v Evropi šla čekirati, so bile študije narejene, ki so pokazale, da ena posebna vrsta bakterije je, ki je glavna problematična pri tej okužbi. In v bistvu so študije pokazale, da je veliko več teh okužb s to bakterijo prišlo iz pasteuriziranega mleka in ostalih mlečnih izdelkov, predvsem pa iz recimo teh vrst recimo mesa, kot so salame, ki se jih dobi iz delikatese. Tako da tle je tudi malo vprašljivo. In tako da tle je treba pogledati čist, lejte, če vam mlečni izdelki povzročajo probleme, dajte probati ali samo pasteurizirano mleko, ki ni bilo homogenizirano, ali pa če lahko dobite zelo dobrega vira surovo mleko, pa to mleko segreti na vsaj sobno temperaturo, da ga telo ne rabi segreti. Pa če pogledamo ajurvedo, ali pa tudi, če pogledamo po Hildegardi, recimo, tudi Hildegarda je rekla, recimo, če se je sir, vedno ga jesti s kumino, zato orientalsko, nikoli samega, in tudi ajurveda bi rekla začimbe noter, ker začimbe pomagajo izločati prebavne sokove, da se lažje stvari absorbirajo. To je prva stvar. Zdaj pa druga stvar. Druga stvar je pa vir, iz katerih mlečni izdelki pridejo. Koliko meso, katerikoli, koliko zelenjava, če zelenjava špricana, ne bo dobro v telesu naredil. Ampak pri živalih je pa to še en korak naprej, zato ker pri živalih pa živali doživljajo svet tudi na čustven način, kakor ga mi, kar ga rastline ne. In zaradi tega ta čustven svet njihov vpliva na vse nivoje te živali, se pravi tudi na kvaliteto in mesa in mlečnih izdelkov. Če so živali tretirane na način, na katerega ne bi smele biti, se pravi, tako kot je danes to konvencionalni način farminga, se pravi kmetovanja, kjer so živali zaprte v majhne prostore, kjer nimajo možnosti gibanja, kjer nimajo izhoda, zato da so odzunaj na soncu, kjer so živali na prehrani, ki je neprimerna za njih, se pravi žitarice, koruza, in podobne zadeve. Lejte, to, mislim, pustimo to, da je popolnoma nesprejemljivo iz moralnega in etičnega vidika, ker jaz nimam niti malo potrpljenja za tak način delanja z živalmi. Ampak tudi, če pogledamo iz vidika kvalitete živil, ki pridejo kot končni izdelek, ne bojo vam dobro v telesu naredili. Zato tudi marsikateri ljudje se je tudi začeli demonizirati meso, zato ker če greste vi iz nekega procesiranega mesa, iz slabe kvalitete, kar sploh veliko teh trendov prihaja iz Amerike, kjer se je situacija ful slabša kot v Evropi, in pa greste tudi na neko vegansko prehrano, ki ni optimalna sploh ali pa surova za človeka, boste opazili izboljšanje, zato ker je
kvaliteta tistega mesa in tistih mlečnih izdelkov, ki prihajajo živali, ki niso imele nepravilne prehrane, nepravilnih okoliščin, ki so jih trpinčili, ki je bila celotna stvar narejena toliko narobe, bo to vam povzročilo ogromno škode v telesu. Kje se to recimo pokaže in pri mlečnih izdelkih in pri mesu, čisto če gledamo kemičnem vidiku, fiziološkem, je to razmerje omega-6 proti omega-3 maščobnih kislin. Neja je imela nekaj časa nazaj en fenomenalen webinar z 2 drugimi strokovnjakinjama, zato ker ste v bistvu res pokazali tako na primerih ljudi, s katerimi ste delali, kaj v bistvu to napačno ravnovesje med omega-6 in omega-3 naredi v telesu. Kar naredi so močni vnetni procesi, ki se potem pojavijo astme, alergije, ekcemi, zatekanje, bolečine v sklepih, vse te stvari, ki se lahko tudi pojavijo, ko nekdo uživa mlečne izdelke. Zato, ker če pridejo te mlečne izdelki od živali, ki niso bile v pravilnih okoliščinah zrasle, tudi vam ne bojo dale tega, kar vaše telo potrebuje. Tako da, midva mislim, da bo vsakič prišla pri tej prehrani na podoben zaključek, lejte, da se ne gre samo za prehrano. Mi imamo danes kot človeštvo zelo velik problem, zato, ker smo se odločili, da lahko živimo v disonanci z naravo. Da se ne želimo živeti v nekem sozvočju, v neki harmoniji, ampak delamo po svoje stvari. In to nam na vsaki točki začenja uničevati zdravje in naše življenje. Pri prehrani je isto, kar je najboljše za naravo, kar pomeni in za rastline, za mikroorganizme, ki živijo, za zemljo, v kateri rastline rastejo, in pa za živali, v kakšnih okoliščinah rastejo, kako mi z njimi delamo, ali jih spoštujemo, ali cenimo to, kar nam dajejo, krava, sveta žival, lejte, kam smo prišli od tega, do tega, da so živali zaprte na 2 kvadratnih metrih. Če bomo delali to, kar je najboljše za naravo, za ostala živa bitja, je to najboljše za nas. Vedno. Zato, ker nismo ločeni med sabo. Zato, ker se vse stvari povezujejo, vsak ekosistem je povezan. Ko začnemo delati neke stvari zaradi udobja, zato da nam je lažje, zato se ne rabimo ukvarjati z nekimi neudobnimi zadevami in zaradi tega začnemo stvari procesirati, vidimo, kaj se dogaja danes. Vidimo, kaj so glavni vzroki smrti. Kardiovaskularne bolezni, srčne kapi, Alzheimeri, demence, avtoimune. To je vse kronično. In prehrana ima ogromen vpliv tukaj. In procesirana prehrana je tisto glavno, kar povzroča te težave. Tako da pri mlečnih izdelkih, spet, od kje prihajajo, v kakšnem stanju so tiste živali zrasle, na kakšen način in v kakšnih količinah vi to uživate. To je tisto, kar bo veliko bolj vplivalo, kakor pa samo po sebi, a se sme, a se ne sme, a ljudje niso nikoli tega uživali, a bi mogli vse te ostale teorije, ki se spletajo. Tlej so veliko bolj praktični razlogi, zakaj ljudje tega ne morejo uživati, pa seveda, a imate živalski vrt v telesu. Zato, ker še ena stvar, ki je Neja ni omenila, pa se tudi tiče glede teh bakterij. Te bakterije, predvsem slabi mikroorganizmi, bakterije, plesni in podobno, naredijo eno stvar v telesu, ki se rečejo biofilmi. In se v bistvu obdajo same sebe z vrsto sluzi, ni zares sluz, v bistvu proteinske ovojnice, ki preprečujejo in encimom, pa tudi antibiotikom, da do njih lahko pridejo. Zato je določene toliko težko izkoreniniti, tudi če vi jeste ne vem kakšne farmakološke zadeve. In mlečni izdelki pomagajo pri formaciji teh biofilmov. Se pravi spet, če so preveč razraščeni ti patogeni mikroorganizmi, lahko mlečni izdelki to poslabšajo. Tako da, pogledati, kaj je noter v telesu, odpraviti vzroke na nivoju patogenih mikroorganizmov, potem pa tudi lahko pogledate za nekaj časa vendati te mlečne izdelke, pa iti nazaj, kvalitetne, res kvalitetne, kjer so bile živali pravilno tretirane. Vi se boste sami odločili, če se vam zdi primerno, da bi surovo mleko ali pa samo pasterizirano, preberite si še malo tega, zelo veliko različnih informacij na internetu si lahko najdete, zelo veliko različnih zgodb in biti po pameti, na pravilen način to uživati in pa videti, kako vaše telo res se s temi stvarmi v bistvu sooča. A je res problem samo v mlečnih izdelkih ali pa problem na pravilen način jih uživati. No, super, super. Hvala, Alja, za izčrpen dodatek vsemu.
Tako da, lejte, spodaj napište vaše vprašanja. Midva se bo vsak teden eno vprašanje se lotva. In bo tvoje vprašanje sigurno prišel na vrsto, zato ker vse, kar so vprašanja postavljene, jih napiševa in se pripraviva in odgovoriva eno po eno, tako da spremljajte naju po ponedeljkih. Zdaj včasih imamo dopoldne, včasih imamo popoldne, zato midva tudi potujeva okrog malo po svetu, danes vidim, da sem nekje druge, pa čisto ne morava predvideti, kdaj točno bova na liniji. Tako da bodite z nama, spremljajte nas, pa se vidimo ob naslednji priliki. Tako da lepo se imejte in krasen teden še naprej. Tako, se vidimo.